Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo brali karte prehodu v novo dobo, pa da slišimo. Kart imam še nekaj, njih še zmanjkalo, ampak bodo pa kmalu razprodane, tako da, če vas kličejo, kar dobrodošli. V glavnem karte prehodu v novo dobo, pa bomo pa videli naprej. Nebovzeti mojstri. Ti, ki tole poslušaš, se zavedaj, da te podpira vse stvarstvo, zato ker ti si povezana z ljubeznijo, z izvorom in vsa svetlobna bitja te podpirajo. Dovoljuj, da si kanal, preko katerega se na zemljo steka ljubezen. Kjer je obup, naj bo vera, kjer je tema, naj bo svetloba, kjer je žalost, naj bo veselje, naj bo vsako bitje na svetu blagoslovljeno ter prežeto z veseljem, toplino, nežnostjo, naj bo polno zdravja in lepote, ker stvarstvo te podpira pri potovanju v srce. To je prvo sporočilo. Da vidimo, stvarnik, kaj je za tole dušico pomembno, da sliši, da zavesti. Slišim to. Ta trenutek se dogajajo velike spremembe. Ne boj se tega, ker so potrebne te spremembe za tvoj razvoj, napredek. In potem je prišel nadangel Ariel, pa ženska energija, ženski angel, ki je največkrat upodobljena kot ženska, ki sipa zlatim rogom obilje na zemljo. Upodobljena je z levom, se pravi nosi ti moč, tvojo notranjo moč, pomaga pri jasni viziji naprej. Nadangel Ariel, prosim te za pomoč, naj jasnovidna sporočila tečejo skozi mojo zavest. Potem pa naprej, v sebi ustvarjaj nove vibracije, ker te nove vibracije ti bodo pomagale narediti korak naprej. Mogoče pri vseh teh starih vibracijah ne napiš list papirja, ker ti bo mogoče bolj enostavno, ko pogledaš, ko imaš list papirja, pa rečeš, moti me to, na tem področju nisem zadovoljna, na tem področju bi rada to. Tukaj ne govorim, da greš pisati cilje, ampak govorim, da pogledaš, kje si nezadovoljna in da pogledaš, kam bi rada prišla. In če veš, da nekam želiš priti, mogoče se rabiš kaj novega naučiti, mogoče kakšno stvar spustiti, zato da imaš kaj časa, pač daj si jasno napiš, kaj si želiš v življenju, česa več, česa manj, kje ti ostaja vsa energija. Mogoče se trudiš vse usrečiti okrog sebe, samo sebe ne. Mogoče se trudiš, da bi bilo vse popolno okrog tebe in v sebi noter si pa nezadovoljna, jezna, ker mogoče ljudje okrog tebe sploh ne cenijo tega, kar ti delaš. In mogoče bi bilo čas, da kakšni stvari rečeš ne. Ker prišla je karta vranična čakra, ker je povezana, vranica je povezana s filtriranjem krvi. Je takoj pod trebušno slinavko, tukaj na levi strani, in vranica je tista, ki je zadolžena za življenjsko energijo. In ko ti zmanjkuje življenjske energije, pomeni, da pa se nauži te nove energije. Recimo, v vzhodni kulturi ženske nosijo sarije in sariji so dejansko tukaj na levi strani odprti in prav zaradi tega, da se njihova vranična čakra polni z energijo zraka, svetlobe, da so ženske bolj mirne. Potem pa naprej ljubezen. Ljubezen do sebe najprej. Ljubim se, jaz sem ljubljeni otrok stvarstva. No, in ko si bo začela to ponavljati, jaz sem ljubljeni otrok stvarstva, se bo vse spremenilo. Ljubezen je povezana s tem, da dejansko ti začneš graditi prvi odnos, ki je najbolj pomemben, sama s sabo. Ljubezen do sebe, svoj notranji monogovor, tvoja kritična mama, ki še vedno prebiva v tvoji glavi in ti mogoče govori, česa preveč, česa premalo, kako bi mogla, zakaj nisi. Pač reči, tihni, dovolj,
in začni graditi ta notranji monolog bolj miren, bolj spokojen, bolj tak nežen. V popolnosti lahko sprejemaš svoje žensko telo. Brezpogojno lahko sprejemaš vse stvarstvo in vse njegove oblike. Naj skozi vse tvoje odnose teče ljubezen. Začne se vedno s teboj. No pa da vidimo, katera sporočila bojo tukaj še prišla za vse tele svetle dušice, ki gledate tale video. Pač danes sem čutila tako nič kaj posebnega sporočila, da bi prav čutila, rabim to z vam deliti. Ja, mogoče samo to, da hormonsko ravnovesje je povezano dejansko s tem, če znamo sploh sebe poslušati, če znamo opazovati, kaj nam paše, kaj nam ne paše, če vidimo, da naše telo neprestano hlepi po določeni hrani, ki je sladka, ki nas na nek način ubija, pač to nam ne pomaga. Hormonsko ravnovesje je vedno povezano s tem, kaj si danes naredila za sebe, za svojo srečo, za svoj občutek, da rečeš, jaz to, uspel mi je, ne vem, kaj si danes naredila v tej smeri, da lahko rečeš, da si bolj zadovoljna. Ja, ker je čas za tvojo celovitost, čas je, da uskladiš levi in desni pol, moško in žensko polovico, svojo, da se postaviš po eni strani v moč, po drugi strani si pa v ženski energiji, se pravi, če si ženska. Ampak po drugi strani, če pa si moški, ki tole poslušaš, pomeni, da znaš biti ljubeč in sočuten, ampak po drugi strani si pa še vedno v moški moči. In ni, da iščeš maske, kam se boš skril, za katero masko pač se skriješ zaradi tega, da kažeš svetu neko podobo. Da se to isto delamo ženske, da se razumemo. Tudi ženske si nadevamo razne maske, da izpademo boljš. Mora biti v svetu ženske še več tega, ker v svetu ženske je še več obsojanja, kot je v svetu moških. To je dejstvo. In v današnjem svetu, težko je biti ženska, ampak hkrati je pa veličastno biti ženska. In zaziraj se vase, v svoje notranje vode, ne glede na to, kaj ti kdo govori, kako ti kdo govori, pač zazri se v to, da vse to, kar tebi povzroča, da imaš notranji mir, da imaš še več radosti, da si še bolj v stiku sama s seboj, to te vodi naprej. In tam, kjer so tvoje notranje vode razburkane, pač to ni pot zate. Ena sprememba prihaja v tvoje življenje, taka strela. Povezano je, glejte, kar je zanimivo, ta slika kaže žensko, ki sedi. Tukaj zadaj je nekdo, ki sedi. In povezano je s tem, da pride neka strela. Naenkrat se nekaj zruši in je prav, da se zruši zaradi tega, ker to, kar se zruši okrog nas, nas vodi naprej. Da vidimo še naslednje sporočilo. Potovanje, nova pustolovščina, novi dogodki, mogoče celo novo jutro, sprememba, dvakrat je prišla sprememba, v sebi ustvarjam nove vibracije. Pač tvoja duša te želi popeljati naprej. Tvoja duša želi, da prideš bolj v stik sama s sabo, da si navzoča svojim notranjim monogovorom, da si navzoča s tem, kako ti notranji glas govori, mogoče se ti ne bo uspel, se te nihče ne bo podprl, se ti ne bo radal, kako se ti bojo pa smejali ljudje. A veste, kako zanimivo je, da na koncu se ukvarjamo s tem, da se nam bojo smejali ljudje, ki tako v življenju niso nič naredili. Ne pomislite, mi se obremenjujemo sodbo ljudi, ki ne naredijo nobenega koraka. In če boste šli take ljudi spraševati za nasvet, kaj je bolj pametno narediti, verjemite mi, da vam bodo dali nasvet. Ostani tam, kjer si,
Zato, ker oni nimajo korajže narediti korak naprej in bodo vse naredili, da bodo vas zadržali na tisti točki, zato, ker, glejte, kaj pa, če vam uspe? Kaj pa, če vam uspe? Pomeni, da bi tudi njim lahko uspel. In je bolj varno vas zadržati na tej točki, kjer ste nezadovoljni, kot pa da vas podprejo in rečejo, verjamem vate, verjamem v tvoje sposobnosti, verjamem, da imaš v sebi, da imaš to, a veste, da imaš to. Tako da ne spraševati ljudi, ki so prestrašeni za nasvet, kaj je pametno narediti, ampak mogoče se posvetujte z nekom, ki je bolj uspešen od vas, bolj uspešen od njih, kaj je pametno narediti in boste videli, da boste sigurno dobili pravi nasvet, kaj je pametno narediti. In vodstvo. Vaša duša ve. Vaša duša ve. Vaša duša vam tako preko bolečin sporoča, kaj je treba narediti. Vaša duša vam tako sporoča, tam, če imate tukaj gor vse obremenjeno, zategnjeno, če čutite, da ste tako, da kar na kupček lezete, mogoče bi bil čas, da se malo stresete, kakšno stvar malo odpihnete, kakšna stvar gre stran, kakšni stvari boste mogli reči ne, ali pa kakšnemu odnosu mogoče tudi ne, in čas je za vašo novo vizijo. Lejte, če si podrobno pogledate, tukaj spodaj je človek, ki je na vseh 4 izžet. In potem je nova vizija. Je iz tega človeka, kot da bi novo telo ven ustalo in se izstreli med zvezde. Nova vizija. To bi ima novo vizijo. To bi. Sosedi se pogovarjajo, jaz se opravičujem, jaz upam, da bojo kmalu nehali sosedi. Pač zganjati galamo in druga zadeva tudi moj kuža. V glavnem ne dovolite, da vam nekdo mršči vašo podzavest, vašo zavest, vaše lase s krivdo. Ne dovolite tega, ker kaj bojo rekli ljudje, kdo si bo mislil vas, kdo vas bo obsojal. Ker pač vedno se najde nekdo, ki mu nismo všeč, kaj zdaj hočemo, ne? Ne moramo biti vsem všeč in določeni ljudje so tako kot kondori. Čakajo na vaš neuspeh. Čakajo na to, da bojo rekli, yes, vse sem vedela, vse sem vedel. Čakajo na to. Pustite kondorje tam, kjer so. Veste, kaj so kondori? Pač ti ameriški orli, ki čakajo na plen. Ampak čakajo na plen toliko časa, da pogine, da je brez moči za to, da ga lahko razkosajo. In taki kondori bojo vedno okrog nas, ker čakajo na vsako malenkost, ko se spotaknemo. Ne vem, nekje sem brala v eni knjigi, da v Ameriki, recimo, če nekdo reče, da je propadel, da mu ni uspel in da je normalno, da tudi 3-krat, 4-krat propade, preden uspe, je to pač nekaj normalnega. Pri nas neuspeh pomeni, da si pač čista zguba. Da drž se varnih, preverjenih poti, kar tisto 100% drži. In ja, oklepanje. Oklepanje tega, pač oklepanje, tukaj je beseda skopuh zraven, ampak je oklepanje nečesa, kar tako ne maraš, kar te vodi stran od tvoje vizije, oklepanje neke varnosti. In naprej je karta prišla pustolovščina. Otroška razigranost. Kam te vodi tvoja otroška duša? Kam te vodi tvoja ustvarjalnost? Kje je tvoj talent? Zato sem rekla, napiši si na začetku, česa si želiš več, česa si želiš manj, kam ti vteka energija, v katero odnos ti vteka energija. In ja, seveda je zelo pomembno, da razumemo, da mi delujemo iz svoje podzavesti, iz svojih vzorcev, da mi razumemo, da, danes sem poslušala podcast, Minka Kelly je ameriška igralka. In ta Minka Kelly je napisala knjigo, ne vem, kako je že naslov, dvomim, če je v slovenščino prevedena,
V glavnem govori o svojem otroštvu. Odraščala je ob mami samohranilki, ta njena mama samohranilka je bila stripteza in je plesala po nočnih barih in seveda in Minka je bila njena najboljša prijateljica. Seveda je to zloraba otroka in ona, ko je odrasla, ni znala postavljati mej, ni znala reči ne in predvsem ta odnos in tudi, ker ni imela pač nekega odnosa s svojim očetom, je vplival na vse odnose z moškimi. Bala se je bolečine, bala se je biti zlorabljena, menjala je en odnos z drugim, bežala iz enega odnosa v drugega, z namenom, da bi zaščitila sebe, ker se je bala biti ranjena. Sama sebi je obljubila, da ne bo taka, kot je bila njena mama. In zakaj govorim bila njena mama? Njena mama je umrla za rakom. Ampak glede na to, da je imela tako slabo samopodobo zaradi svoje mladosti, seveda je izbirala točno take odnose, ki so jo znova in znova ranili. Ni znala graditi pristnih odnosov, ker pač sta se z mamo neprestano selili. In iskreno govori o tem, kako je v bistvu ta njena ranjena otroška duša povzročala, da je imela tako ranjeno odraslo dobo. In kako je pozdravila, kako je delala svojo psihoterapevtko, kako ni sramotno, da si poiščeš pomoč, kako je v bistvu pogumno, da najdeš nekoga, ki ti pomaga naprej, da ti nekdo pomaga razumeti in rečeš, aha, od tam izvira ta moj odnos ali pa moje prepričanje ali pa moj vzorec in zaradi tega delam to in to. Recimo, en od mojih takih aha momentov je bilo, ko sem, se pravi, stara sem bila 50 let, to je bilo 5 let nazaj. Šla sem, ena gospa, Zdenka mi je podarila za 50. rojstni dan, da sem lahko v njenem vikendu taborila pač en vikend. In takrat sem ozavestila, sploh ne vem, očitno sem nekaj predelovala v tej smeri z mojim otroštvom. Pri nas je bilo tako, da sem bila večkrat tepena kot otrok. Ampak kazni mi nikdar ni naložil moj oče, vedno je mama odredila, koliko sem bila poredna in koliko kazni si zaslužim. Ampak ta izvajalec kazni je bil pa vedno moj oče. Drugače, moj oče me ima izredno rad in ga imam res rada, ampak poslušajte to. Moj program je bil, moški, ki me ima rad, me lahko kaznuje. In jaz to sprejemam. Ranjena otroška duša. In seveda sem rabila potem odpustiti in tudi ta del, da sem očetu odpustila to, da je bila to njegova odgovornost, da bi on kot odrasla oseba mogel reči, jaz ne bom kaznoval otroka in kasneje se je oprl, da pač ni več nalagal kazni, ampak kakorkoli sem izkusila to, kako je biti kaznovan strani, pač moj oče mi ni odredil kazni. A veste, kako zanimiv program. Moški, ki me ima rad, me lahko kaznuje. In seveda normalno potem v takem, zaradi tega privlačiš take in take odnose, ki te na nek način kaznujejo. Jaz iskreno upam, da sem to že zdavnaj predelala. Tako zdaj, če gledam z mišičnim testom, sem ta vzorec predelala. Kakorkoli smo na nekem potovanju, ne morem reči, da sem vse predelala. Ker zadnje čase sanjam ljudi, na katere se sploh ne spomnim, nikdar. Ampak zanimivo je, da vam povem še eno zgodbo iz mojega življenja. Moj nečak je imel birmo in seveda gremo k maši in tam pač po maši pozdravim mojega sošolca iz osnovne šole, se pravi mala šola, osnovna šola, srednja šola. Midva sva bila sošolca, se pravi mala šola pa 8 let, 9 let, plus srednja šola 4 leta. Se pravi, midva sva bila sošolca 13 let. Eto tako, 13 let. In reče, oj, živjo! In ta moj sošolc se obrne stran. Pač tako, jaz te ne poznam. Jaz vem, zakaj me ne pozna, pač, halo, ločenka.
halo, kaj pa pišeš v tem tvojih knjigah, halo, sramota in tako naprej. Ja, glejte. In kaj to pomeni? Se bom jaz oklepala neke varnosti in strah pred tem, da me nihče ne bo sodil, ali pa bom živela svojo resnico in riskirala, da me bo pač en sošolci srednje šole pač obsojal. Kaj zdaj češ? Ja pač, ljudje sodijo, ne, zaradi svojih prepričanj. Ker lejte, nekdo ima svoja prepričanja, recimo zdaj, če grem na moje primarno okolje, se pravi, prepričanje, krščanska vera je edina prava. Se pravi, bodo obsojali vse, ki so budisti, vsi, ki delajo jogo, vsi, ki verjamejo, da tudi druge vere imajo prav, vsi, ki so muslimani, se pravi, vsi ostali so slabi, mi smo pa dobri. Pač, a ne, to je tudi možno, to je ta oklepanje, ne, oklepanje neke varnosti, nekih prepričanj, nekaj, kar ti daje nek okvir, ampak mogoče te prav ta okvir zadržuje pri tvojem napredku. Tako da, ja, in zdaj, če boš sama preverila pri sebi, če imaš ta strah, ki sem ga jaz imela, tudi strah pred obsojanjem, pa sem pa rekla, pustimo. Lej, to je moje življenje, dala sem nekaj skozi, na koncu koncev se lahko vsi delamo, kako smo fini, kako smo prijazni, kako smo in sploh, ampak pod preprogo ima vsak kakšno stvar za zrihtati. Vsakega ni človeka. No, gremo naprej. Doživljanje. Tudi to sliko si poglejte. Tukaj je ženska, ki ima rdeč plašč, ki je zlit nekako z drevesom, ampak od spodaj se pa vidi, da ima modro obleko in da je belo obrobljen ta plašč. Se pravi, bi morala samo odvršiti to, kar ona je od spodaj, da se pokaže, kdo ona je. Ne pa, da se zliva z okolico zaradi tega, da nihče ne bi opazil, kdo ona je. No, lejte, zdaj pa naslednja je pa prišla ustvarjalnost. In lejte, to sem zadnjič pacala za sabo. Ni še dokončana slika, ampak mi je ful lepo ratala, ful se lepo prelivajo barve. Zdaj bom gor še drevo narisala. Ampak res uživam v tem, ko ustvarjam. Uživam v tem, ko pač to je moj talent. To je nekaj, kar mi veča energijo. In zakaj človek ne bi delal nekaj, kar je njegov talent, s čimer je prišel na zemljo ustvarjen. In mogoče si dobra v kvačkanju. Kvačkaj! Mogoče dobro poješ. Poj! Mogoče si dobra v plesanju. Pleš! Mogoče dobro kuhaš, mogoče ne vem, s čim si prišla upremljena v to življenje. Ampak delaj to, kar ti veča energijo. In prav to, kar ti veča energijo, je povezano z zaključevanjem tvoje karmične lekcije. Prav to, sestavljanka. Jaz verjamem, da zdaj potekajo zaključni prizori nadaljevank naših življenj. In verjamemo to, da naša življenja so tako kot nadaljevanka. Se pravi, če vi pogledate neko nadaljevanko na koncu, ne boste imeli pojma, kaj se je dogajalo. Ne bo vam jasno, kaj se je tem akterjem dogajalo noter v tej nadaljevanki, zakaj so pristali taki godli, enostavno nič vam ni jasen. In tako je naše zdajšnjo življenje. Mi smo pristali v to življenje brez vedenja, zakaj iz prejšnjih življenj. Se pravi, prejšnje nadaljevanke imamo zbrisane. In ko mi razumemo, da vsi živimo v nadaljevankah naših življenj, da si naša duša izbrala točno to potovanje, da si naša duša izbrala točno te okoliščine, da se bo lahko izrazila, da bo lahko pokazala svoj največji napredek, da je točno tako prav v našem življenju, takrat se vse spremeni. Pač, ko razumeš, kaj se učiš. Mogoče imate neko lekcijo z neko osebo, ki vam vedno znova dvigne pritisk, ki vas vedno znova spravi na obrate. In se vprašajte, kaj me učiš? Lahko
to osebo narišete na levo stran papirja, napišete ime in na desno stran napišeš svoje ime in od spodaj napišeš, kaj me učiš, kaj me odnos s tabo uči. In samo pišeš to, kar gre skozi tebe, brez korekcije. Pišeš to, kar gre skozi tebe. Tudi skozi sanje na ta način, da se veste, žival moči, kako lahko pokličete žival moči. Vi danes večer prosite za sanje in prosite, naj vas obišče žival moči. Lahko tudi, če jo v sanjah ne boste srečali, mogoče lahko greste potem dopoldan na sprehod. In prva žival, ki jo vidite, je vaša žival, ki se vam je prišla pokazati. In potem, ko ozavestite to žival, ali se vam je sanjala, ali ste jo videli, ravno tako vzamete list papirja, na levo stran narišete to žival, na desno stran napišete svoje ime in napišete, kaj me učiš. In potem samo pišeš to, kar gre skozi tebe. In ko sem jaz nekoč delala to vajo žival moči, se mi je sanjalo o kameli, da smo imeli poleg 2 muck, poleg 2 kužkov še kamelo. In narišem kamelo, napišem Minka in spodaj, kaj me učiš. In prva misel je šla skozi mene, ne dovoli, da te drugi ljudje jahajo. Ja, takrat je bilo pač v enem odnosu, ko sem jasno mogla reči, ne, jaz se na ta način ne grem, tja, kamor me hočeš napeljati, se gre samo za tvojo korist, se ne gre za mojo korist, to mene ne zanima, pač učila sem se reči besedo ne. No, zdaj pa gremo naprej. Pred tabo je neko ustvarjalno obdobje. In to ustvarjalno obdobje je povezano s sodelovanjem, tudi z nagrado. Mečkam me započaka, da pride ta nagrada tvoje življenje, ampak ta energija, ki je povezana, je dejansko povezana z energijo ustvarjalnosti, radosti, lahko da je narava, ne vem, tukaj je Mavrica, tukaj je pač tako, v obeh primerih voda, morje, v vsakem primeru, v obeh primerih neka jadrnica, neka ladja, se pravi pomeni, da razširiš jadra, da zapluješ, da izpluješ iz varnega pristanišča in enostavno si dovolš izkusiti življenje. Očitno življenje nekaj za tebe pripravlja, da vidimo, to, kar te čaka, je povezan z družinsko srečo, povezan s tem, da živiš srečo. Glejte, tale je prišla 10 kelihov. To pomeni, da srečna do konca svojih dni. To te čaka. Beseda ustvarjalnost gre skozi mene. Skozi tvojo ustvarjalnost, tam, kjer boš razširila jadra, tam te čaka sreča do konca tvojih dni. Je pa stvar nekaj, stravim še mečkan pomoči za tole dušico, ki gleda tale video do konca, kaj jo čaka v bodočnosti, na kaj naj bo pozorna, kaj je tisto, kar bi bilo prav, da zavesti, da sliši, da ve. Pa to bi tišina. V preteklosti te je ranilo pač imaš ranjeno srce. Naj te strah pred neuspehom, naj te strah pred tem, da bi bila ponovno ranjena, ne zadrži v neki kletki, naj ne dovolj, da ti trenutno razočaranje nad življenjem, nad ljudmi, uniči tvojo srečo za naprej. Zato, ker to, kar te čaka strast. To, kar te čaka ljubezen. To, kar te čaka, je pač, tukaj je zaljubljenca prišla ven. Se pravi, čakate nekaj zelo, zelo vročega. Nekaj novega, paš kelihov, se pravi, pripravlja se neka nova iskra tvoje ljubezni. Zanimivo. In spet neka ustvarjalna energija, kjer boš razširila svoja krila.
Tukaj je povezan tudi pav, pokažeš lahko vsa svoja presa, pokažeš, kdo ti si v resnici, ker se boš razširila, da vidimo. Ja, povezan je s tem, da ne dovolj, da te pretekla razočaranja ne popeljejo naprej. To je ključno sporočilo za tebe. Ne dovoli, da te pretekla razočaranja nad odnosi zadržujejo ali pa zadržijo pri tem, da ne bi izkoristila svojega potenciala, da ne bi naredila to, kamor te duša kliče, da ne bi naredila korak, ja, mogoče v neznano, ampak ja, vse sile te podpirajo, ti želijo pokazati, da je pot zate naprej, ampak ne dovoli, da umreš, preden je čas za tvojo smrt. A veš, umreš v odnosu. Ja, to je sporočilo za danes. Tako sem čutila, da je čas za karte, tako da uživaj. In ko bom imela naslednji navdih, posnamem nov video. Tako da uživaj, vse dobro ti želim in tako kot vedno ne pozabi. Vsak odnos se vedno začne s tabo, zato treniraj ljubezen do sebe. Tako da uživaj, vse dobro ti želim.